Soboško jezero, ki mu v Prekmurju pravijo tudi Soboško morje, je nastalo kot rezultat človekovega posega v prostor z izkopom gramoza, ampak danes je povsem zlito z naravo. In tu je svoj novi dom našel impresivni paviljon, s katerim se je Slovenija leta 2015 predstavila na svetovni razstavi Expo v Milanu. Slovenija je ena redkih svetovnih držav, ki je paviljon ponovno postavila in umestila v novo okolje. Tako je paviljon postal novi dom idej, priložnosti in doživeti v Pomurju. Gospa Tešanovič, katere arhitekturne ideje uteleša ta izjemni paviljon? Ja, postavljeni smo bili kar pred velik izziv, kako na enem paviljonu prikazati celo bogatstvo ene države, kot je Slovenija. Zaradi tega smo se odločili za takšno zelo kompleksno, drzno, igrivo obliko objekta s takšnimi ostrimi robovi, ki bi metaforično prikazoval to raznolikost Slovenije, predvsem v njenih pokrajinah in terenu, kot so gorovje, kraške jame, doline in tako naprej. Sam les nam je zelo omogočil takšno obliko paviljona, saj je les omogoča neverjetno drzne arhitekturne rešitve v tlorisnih zasnovah, kot tudi volumenskih zasnovah. Pa je bil potem za potrebe stalne postavitve kaj predelan? Ne veliko. Že v začetku smo imeli to idejo, da bo to montažni objekt, kjer ga bo možno rekonstruirati, in smo upali, da bo to v Sloveniji, predvsem ker je bil sam objekt zelo uspešen v Italiji, zelo odmeven v medijih in arhitekturnih portalih. Dejansko ni bilo veliko predelav v samem paviljonu. Edina večja sprememba je seveda bila iz tehničnega in energetskega vidika, saj paviljon v Italiji je stal le 6 mesecev, medtem ko v Murski Soboti upamo, da bo to še dolgo tam stal in služil mestu. Konstrukcija je dejansko kombinacija med skeletnim lesenim ogrodjem in križno lepljenimi ploščami, kar je bila ena izmed prvih takšnih struktur v Sloveniji. Fasada je bila sestavljena iz smrekovih letov, ki je dodala še dodatni naravni čar paviljonu. Torej smo tudi v Prekmurju dobili gorsko silhueto. Tako je, in tudi sama lokacija to zelo poudarja, saj je lokacija zelo ravna, smo ob jezeru, in dejansko lahko ta paviljon prikažemo vsem svojim sijaju in ne postavljenega med drugimi objekti, kot je bilo v Italiji. Gospod Ranc, v Sloveniji imamo ta lep dar, da nam je material prihodnosti v resnici ves čas na dosegu roke in to v izobilju, a ne? Prav imate, to povsem drži. Nam dejansko les pade skoraj na dvorišče in to je neizmerno bogatstvo Slovenije, ki se ga mi na Ministrstvu za gospodarstvo vsekakor zavedamo. Letno nam priraste kar 9 milijonov kubikov lesa, od tega ga 6 milijonov kubikov posekamo, seveda pa želimo, da ga bi čim več tudi pridelali v izdelke z višjo dodano vrednostjo in da bi to količino, ki je sedaj okrog 1,5 milijona kubikov letno, povišali na okrog 3 milijone kubikov letno. Jaz večkrat rečem, da je les favorit ali pa lahko rečem svetovni prvak na področju okrožnega gospodarstva, kajti sam v osnovi je grajen iz CO2, ga veže, poleg tega pa, ko les predelamo v proizvodnji, je to proizvodna energetsko samooskrbna, kar dodatno prispeva k nižanju emisij toplogrednih plinov. Torej vabim vse, od projektante, arhitekte, uporabnike, da uporabljate les, da ga vgrajujete v izdelke in da izkoristimo to našo veliko priložnost in naravno bogatstvo Slovenije. Na Direktoratu za lesarstvo skupaj s Spiritom izvajate številne aktivnosti za promocijo lesa. Povejte nam kaj o teh aktivnostih in o ciljih, ki jim sledite. Seveda brez promocije ne gre. Na tak način ozaveščamo javnost, tako mlade, otroke že v vrtcih in vse potencialne uporabnike. Mi tudi kot ministrstvo in direktorat podpiramo projekte na področju lesne industrije, tudi finančno z različnimi razpisi. Poleg tega vabimo investitorje, da bi investirali v Slovenijo v ta čudovit naravni material za predelavo le-tega preko zakona o gospodarjenju, o podporam investicijam in pa v zakonu o regionalnem razvoju. Seveda pa to ni vse. Mi tudi sedaj v strategijo slovenske industrije umeščamo les kot eno pomembnih panog. Torej, naš cilj je povečati predelavo lesa v Sloveniji na vsaj 3 milijone kubikov letno, povečati tudi prodajno realizacijo v panogi na okrog 2 milijardi 700 in seveda ponuditi priložnosti, ki jih ta panoga nudi z znižanjem
emisij toplogrednih plinov in izboljšanje negativne bilance emisij toplogrednih plinov na državnem nivoju. To je izjemna priložnost. In tako kot govori naš slogan, uporabimo slovenski les.